Svojo knjigo Rastlinska kuhinja za vsak dan je predstavila Nina Bavdek, ki je obiskovalce tudi razveselila z nekaterimi dobrotami iz njene kuhinje. Nina Bavdek je avtorica 2 kuharskih knjig z veganskimi recepti. Vegansko, preprosto okusno veganske sladice in Rastlinska kuhinja za vsak dan. Tokrat je v Medvoški knjižnici predstavila Rastlinsko kuhinjo za vsak dan, pa ne le knjigo, ampak tudi nekaj okusnih izdelkov. Vsi njeni recepti so namreč pripravljeni na zelo preprost način, s sestavinami, ki so nam dostopne skoraj v vsaki večji bližnji trgovini. Spodbuja kreativnost v kuhinji z domačimi, lokalnimi in sezonskimi sestavinami, obožuje pa tudi azijsko kuhinjo in svoje znanje deli na kulinaričnih delavnicah. Še vedno pa manjka preprostih receptov s sestavinami, ki jih imamo že doma ali pa so v bližnji trgovini, in zaradi tega je pač prišla ideja, da naredim še eno kuharsko knjigo, ker so tudi slane jedi noter, ne samo veganske sladice, in je res primerna za vsako kuhinjo. Popularnost veganske kulinarike narašča iz več razlogov, ki so povezani z družbenimi, zdravstvenimi, okoljskimi in etičnimi dejavniki, kar vse je poudarila v svoji predstavitvi tudi Nina. Zakaj pa se je ona sama odločila za veganstvo? Je več razlogov. Prvi je zaradi zdravja in počutja, ta drugi oziroma je zelo pogost je zaradi živali. Seveda zdaj pa tudi prihaja vedno bolj v ospredje okolje in kakšno škodo se dela pač našemu planetu. Njena kuharska knjiga prinaša 89 veganskih, preprostih in okusnih receptov s čudovitimi avtorskimi fotografijami. Recepti vključujejo slastne zajtrke, namaze, juhe, enolončnice, glavne jedi, solate in sladice. Večina receptov je že v osnovi brez glutena ali pa jih z manjšimi prilagoditvami lahko pripravite brez glutena. Od kje pa črpa ideje za nove recepte? Ideje pa iščem pač po posluhu same sebe. Tisto, kar mi paše jesti, tisto, kar sem včasih jedla, in to samo naredim na veganski način. Ali pa mogoče tudi v kakšni restavraciji dobim idejo, ne vem, kakšna poke skleda, ki je tudi zelo veliko sestavin, zelo veliko rastlin, kakšna zanimiva omakca, in potem doma naredim to na svoj način, tako da je meni lažje oziroma bolj lokalno dostopno in cenovno dostopno, da odgovarja mojemu okusu. Potem pa dam v test bližnjim in potem vidimo, ali je recept za objavo ali ne. Če tokrat dodam osebno mnenje kot ljubitelj mesnih jedi, lahko povem, da so njene jedi takšne, da prepričajo tudi mesojedce, saj jim ne manjka ne okus, še manj pa vizualni izgled. Jaz pa ponavadi ljudi prepričam tako, da prinesem hrano in dam za poskusiti, potem pa že sami povejo. Je pa res odvisno od okusa. Vsak ima svojega, ponavadi je sicer pozitiven odziv, tako da, če imaš malo rokce, ta prave začimbe, se da zelo veliko narediti in je tudi mesojedci potem mesa ne pogrešajo. Če ste zamudili predstavitev knjige, se lahko odpravite do knjižnice ali pa preprosto obiščite Ninin blog na spletu. V vsakem primeru boste prišli do receptov, ki vam bodo pomagali do okusnih in zdravih jedi brez prevelikega truda.